S tem, ko je Volkswagen pred leti iz svoje ponudbe odmaknil model Charan, so bile velike družine prikrajšane za precej dober avtomobil. Manjši Touran je še vedno na voljo, ampak je zdaj res že zastarel. Lahko je zanimiva opcija Caddy, čeprav je za marsikoga to preveč kombi in premalo trendovski avtomobil. Zato je pa zdaj tukaj Tayron. Gre za nov križanec, ki se uvršča med manjši Tiguan in večji Touareg, sicer pa oznaka ni nova, Tayron je na voljo na Kitajskem že od leta 2018. Ok, tisti je bil prejšnji model, pa malo manjši, tega novega imenujejo tam Tayron L. Nova generacija Tayrona je globalna. 4,79 metra dolžine pa je v bistvu najbližje Tiguanu Allspace, ki ga tudi nadomešča. Oblikovno ne morem reči, da mi ravno dviga srčni utrip, čeprav izgleda dovolj moderno, platišča so velika, obrobe blatnikov so take poudarjene, pa luči so zanimive. V bistvu jih moram pohvaliti, ker so moderne, te so matrične in svetijo res dobro, mi pa osvetljena logotipa spredaj in zadaj nista preveč všeč, se mi zdi ta malo preveč kičasta. No, marsikomu sta, stvar okusa. Bistvo Tayrona je seveda tukaj le zadaj. V osnovi je tole 5-sedežnik, lahko pa ima 7 sedežev kot tale naš, in če sta zadnja dva zložena takole dol, je prtljažnik naravnost ogromen, ponuja 850 litrov. Tudi če jo dvignem, še vedno precej spodobnih 345. Za odrasle tukaj zadaj res ni dovolj prostora, evo, jaz sem precej pri tleh, pa niti jaz ne moram več zapreti tega naslonjala. Bo pa všeč otrokom, pa še pri 5 ne bo treba, ker jih bo itak sedež tako stisnil, da boste imeli celo pot mir. No, vse njih prpnite. Jaz pa rabim zdaj nekoga, da me spusti ven. V drugi vrsti je prostora lahko ogromno, jaz bi mogoče lahko celo delal prevale in tudi spredaj se sedi odlično. Jasno, če imam pa sedeža s certifikatom AGR, ogrevanje, hlajenje, masažo, se res ne morem pritoževati. Tudi voznikovo okolje je moderno, čeprav s tema dvema ogromnima zaslonoma in bolj malo ostalimi stvarmi, za moj okus kar malo dolgočasno. Na srečo so se na volan spet vrnila klasična fizična stikala, zato je ergonomija dobra, ni pa odlična. Tukaj bi imel še kakšno stikalo za prezračevanje, tako pa moram vse stvari v bistvu tipkati po zaslonu. Ker je multimedijski vmesnik dober in hitro odzivan, ni prehudo, ne morem pa reči, da je perfektno. Ker je Tayron vseeno daljši in večji od Tiguana, pričakujte močnejše motorje. Itak bo večina izbrala 2-litrski turbodizelski TDI, takšen poganja tudi ta testni model. No, tale je sicer močnejši, ima 142 kW moči oziroma 193 konjičkov, pa 4-kolesni pogon. Precej poskočen je in z dobrimi 7 litri porabe tudi dovolj varčen. Sicer je vprašanje, če res potrebujete tako zmogljivo različico, ampak jaz jo vsekakor priporočam, ker je potem vožnja veliko bolj odločna. Menjalnik je pa vedno enak, robotiziran 7-stopenjski DSG, tako da prevelike dileme ne bo. Za moj okus je včasih še vedno premalo odločen in pri speljevanju malce cuka. Ampak ni prehudo, sploh če izklopite sistem start in stop, evo ga, potem je cukanja manj in se boste nanj hitro navadili. Vozniških presežkov vem, da ne pričakujete, ker avtomobil konec koncev tehta več kot 1800 kg, vseeno pa se pelje dovolj prepričljivo. Volkswagenovsko nevtralno, če je to sploh pravi izraz. Občutek na volanu je dober, nagibanja ni preveč, je pa za moj občutek avtomobil vseeno malo preveč trd. Ja, ker 20-palčna platišča terjajo pač svoj davek, zato predlagam manjša, čeprav potem pa Tayron ne bo izgledal tako na stopaško. Vsi, ki iščete moderen avtomobil, ki obenem ponuja še ogromno prostora, evo, ste na pravem mestu. V 7-sedežni različici boste lahko popoldne na trening peljali pol razreda, v 5-sedežni vas bo pa navduševal z ogromnim prtljažnikom. No, za oboje hkrati še vedno raje priporočam multivan, je pa tudi ta zelo dober. Pa obenem veliko lepši kot pa novi Kodiaq. No, pa manj lep kot nov Passat. Evo, smo pa spet tam.